Dobrodošel v intimni svet Tjaše Dorelaj, kjer te čaka ona, avtentična, iskrena in razgaljena kot še nikoli. V tem ekskluzivnem intervjuju se bomo dotaknili vsega. Lepega, bolečega, sproščenega, zabavnega, poslovnega, duhovnega. Tako da predlagam, da kar začneva. Tjaša, živijo? Kakšen lep uvod, Nina, ne? Tjaša, povej mi, kako si? A veš, da imam kar mravljinčke v sebi, zato ker sem res podala namero za ta intervju, da bom popolnoma avtentična, kar sicer itak sem, ne? Ampak nekako se mi zdi, da določenih aspektov sebe še nisem javno delila, pa sva potem rekli za ta intervju, da greva odstrniti vse tančice, a ne. Zakaj pa si začutila, da je ravno zdaj ta pravi trenutek, da to storiš? Velikokrat so te namreč že prosili za razne ekskluzivne intervjuje. Zakaj si začutila, da je zdaj ta moment, da se to zgodi? Na začetku tega leta sem v bistvu prišla do izgorelosti in so zelo pomembni deli moje identitete mogli umreti skozi to izgorelost. In ko sem prišla ven iz tega cikla, sem ugotovila, da se začenja zame neka nova era, neko novo obdobje. In v vibracijski skladnosti tega novega obdobja sem začutila, da v bistvu ni nobene potrebe več, da je karkoli skrito. Da je v bistvu obdobje, ki sledi, obdobje čiste vibracijske golote in evo me, tukaj sem. Kako lepa namera. Ja. Tjaša, če bi zdaj morala napisati kratek opis tebe, bi napisala, da si medij, moderni orakelj, da si avtorica svoje metode kanaliziranja in istoimenskega tečaja Celestial Inspiration, da si v svoji spletni šoli Oracle Membership združila že več kot 5000 dušic, ki pod tvojim vodstvom živijo zavestna življenja, da si posnela že na stotine kanaliziranih meditacij, da je več kot 250 000 Slovencev in ljudi po svetu že prisluhnilo tvojim kanaliziranim meditacijam in še in še in še in še. Kako se počutiš ob vseh svojih dosežkih, ki si jih že v svojih letih dosegla? A veš, zase sem jaz čisto navadna. In to so v bistvu moje kreacije, moje vizije, ki so se rodile v meni in se rodile skozi mene in moj prispevek svetu. Se pravi, prispevek moje duše svetu. Ampak nekako me to ne definira, ne. To sem predvsem v letošnjem letu ugotovila, da vse to, kar sem ustvarila, je bil v bistvu navdih tistega obdobja, tistega trenutka, to željo, ki sem jo imela, da bi dala svetu. Nikoli pa nisem razmišljala, kaj bo potem, ko bom dala to svetu, ne? Kaj bo to za sabo prineslo, ali izpostavljenost, neko vidnost. Toliko daleč moj ni šel, ne? Jaz sem samo čutila, kaj je tisto, kar rabim svetu dati in sem v bistvu ugotovila v zadnjem letu, da zadaj za vsemi temi kreacijami sem pa jaz, ne? Čisto preprosta, navadna ženska, ki si prav tako želi ljubezni, ki prav tako ima slabe dneve, ker ljudje velikokrat rečejo, jo, Tjaša, ti si vedno dobre volje. Ja, nisem, ne, pa ti veš, ne. Ja. Ti si ne samo v bistvu del moje ekipe, ti si moja dobra prijateljica in v bistvu sem vse. Ne? Vse to, kar ljudje vidijo in vse to, kar v bistvu mogoče ne vidijo. Vse barve Mavrice, ne? Ja. Veš, enkrat sem bila na zmenku in me on vpraša, s čim se pa ti ukvarjaš, a ne? In jaz njemu pač povem in on reče, se pravi, boš enkrat uspešna pa slavna, a ne? Pa sem pač ostala tiho, ne? In on reče, v bistvu si že uspešna pa slavna, a ne? In njegov komentar je bil, ti si meni čisto navadna. A veš, in verjetno v neki drugi eri mene bi moj ego rekel, kako on zdaj misli, da sem čisto navadna. Nisem mu všeč. Jaz moram biti posebna, ekskluzivna, najboljša. Ampak v tistem momentu je mene to tako premaknilo, srce mi je odprlo, zaradi tega, ker me je videl za to, kdor jaz sem, zadaj za vsemi temi zunanjimi dokazi, skozi katere se velikokrat v bistvu iščemo lastno vrednost, a ne. Ja. In dejansko sem ugotovila, da jaz sem jaz,
ranljiva, cela, avtentična, strastna, srčna, vse to. Izrazi mene so to, kar ljudje vidijo, vsi ti projekti, vse te knjige, vsi podcasti, vse to. Ampak ne želim se skozi to definirati. Ne? Ja, edino pravilno. Ja. Eden od pomembnih stebrov, bi lahko rekla, tvojega življenja je kanaliziranje. Je to, da si medij za sporočila duhovnega sveta. A bi lahko malce povedala, kako se je ta pot sploh začela? A si šla na kakšen tečaj? Kako se je začelo? Ja. V bistvu moja iniciacija v svet duhovnosti je bila že zelo zgodaj. Ko sem bila stara 12 let, je moja mami zelo zbolela. In v tem iskanju rešitev za njeno bolezensko stanje se je moja družina obrnila na vse možne alternativne načine zdravljenja tudi. In sem v bistvu kot 12-letna deklica že meditirala, delala z mediji, zdravilci, šamani. Zame je bilo to v bistvu čist, kako bi rekla, tako je moja pot potekala, to je bilo moje otroštvo. V bistvu zdaj, ko nazaj gledam, sem imela zelo ljubečo družino, ampak zelo težko otroštvo. Zaradi tega, ker sem se soočala s tem, a bom sploh še srečala mami, ki pridem iz šole domov, da bo še živa. Se spomnim, kako sem tekla domov, vsa napeta in v pričakovanju, a bo ona še dihala, ko pridem domov, bo še tam. In to je bilo 5 let mojega življenja, katerega se jaz v bistvu sploh ne spomnim, zaradi tega, ker je bilo tako travmatično obdobje, da sem vse to nekako potlačila. Ampak v tem obdobju so se odprle druge dimenzije, ker naenkrat sem začela meditirati, poslušati razna predavanja, gledati filme, brati knjige. V bistvu sem vstopila v ta svet duhovnosti po sili razmer. Šele potem, veliko kasneje, sem nekako videla, da je to bila moja pot. Da v bistvu mene je duša peljala skozi ta portal rasti, skozi to soočenje izgube mami, zato da sem dejansko se odprla, da obstaja nekaj več. No in potem sem že pri 14 letih delala z enim od mojih pomembnih duhovnih učiteljev, Zvonimirjem, in on mi je rekel, veš, Tjaša, ti boš pa prinašala jasnost v svet. In 14-letni punci, kaj to nič ne pomeni, jaz nisem vedela, kaj on s tem misli. Jaz sem rekla, jaz zelo uživam, ko meditiram in sem v teh duhovnih vodah, ampak ne vem, kaj je moje poslanstvo, zakaj sem jaz tukaj. S tem, da ko sem bila majhna, sem vedno rekla, jaz bom počela nekaj posebenega, jaz bom sama svoja šefica, jaz bom spreminjala svet. Vedela sem, da bom nekaj dajala v svet, pomagala ljudem, ampak nisem vedela točno, kaj to pomeni. Ja, v glavnem, in potem sem že veliko let meditirala, zdravo jedla, skrbela zase, bila odprta za razne duhovne prakse, in na neki točki sem se udeležila enega tečaja, kjer smo se v bistvu učili dati možgane v teta stanje. In ko sem prišla domov iz tega tečaja, sem rekla, ja, veš, ko me je oče vprašal, kaj ste pa počeli, sem rekla, veš, da smo se mogli kar usesti nasproti druge osebe, pa dati možgane v teta stanje, pa kar povprašati, kaj imajo angeli te osebe zapovedati za njo. In ko sem jaz to naredila, je ta oseba nasproti mene začela jokati. In jaz sem si mislila, o moj bog, ziher sem kaj narobe povedala, niti nisem vedela, da se to sploh da. Čeprav seveda sem si želela, da bi tudi jaz imela stik z mojim duhovnim vodstvom in sem prosila za to. In potem on meni reče, pa daj se usedi zdaj tukaj, pa naredi isto za mene, pa povpraši, kaj imajo moji angeli za mene. Jaz pa ne vem, pa jaz to ne znam, ampak kako je v redu. In jaz res dam možgane v teta stanje in si rečem, no, če je kdo tukaj, pa če ima kaj zapovedati, pa zdaj pove. In je v mojo zavest v bistvu padla eno sporočilo. Takrat se mi je najprej odprla jasnoslišnost. Se pravi, sem slišala to sporočilo. In v bistvu sporočilo je bilo, da bo on srečal enega poslovnega partnerja, plešast, majhen, debelušen, povezan bo z nekim projektom v Črni Gori. In vse to se je meni pripeljalo. In jaz to njemu povem. In on tako reče, okej, nobene take osebe ni poznal. In naslednji dan je šel on na en sestanek in v prostor pride točno tak človek, iz Črne Gore za ta projekt. In v glavnem takrat sem jaz ugotovila, da ta sporočila, ki prihajajo v mojo zavest, so se zelo hitro udejanjila, uresničila, se pravi, nekaj je na tem. In jaz sem seveda raziskovalno naravnana in sem hotela vedeti, okej, a lahko dobim še kakšen odgovor, a lahko zvem še kaj več. In sem začela spraševati, ampak dobro, razumem, jaz sem takrat stara 19 let. Jaz sem spraševala,
pač bedarije. O ljubezni, O ljubezni, ne, a me bo tisti fant pogledal, a me ne bo, a ne, take stvari. In potem sem imela v bistvu ob sebi itak zelo veliko podpore moje družine, mami, oči, sestra in smo začeli v bistvu vsako nedeljo zvečer imeti te pogovore z angeli. Se pravi, jaz sem se... Torej, oprosti, tvoja družina te je že od samega začetka in je bilo to čisto navadno? Ja. Aha, okay. To sem res blagoslovljena, ja. V bistvu ni bilo nobenega upora. Tudi strani prijateljic, pa tako moje najbližje... A veš, predstavljaj si, a ne, jaz sem pa takrat tudi v partnerskem odnosu potem, kako boš zdaj svojemu fantu povedal, da zdaj pa ti angele slišiš, a ne? Ja, se ravno to razmišljam, kako so ti pogovori morali potekati. Ja, nič. Enkrat sem se v avtu peljala, pa sem mu rekla, veš kaj, nekaj ti moram povedati. Jaz pa v bistvu zdaj slišam angele, a ne, in dobim sporočila in odgovore na vsa moja vprašanja. Samo to, da boš vedel. In on tako, ok, v redu. Najboljši fant. V glavnem, potem smo vsako nedeljo se v domači dnevni sobi dol usedli in jaz sem šla v bistvu v to stanje in nekako sem potem sama ugotavljala, kaj je tisto, kar rabim narediti v sebi, da odprem moj kanal, da dobim ta sporočila in sem v bistvu začela trenirati. In na tak način je potem tudi nastala moja metoda kanaliziranja, zato ker sem jaz vodnike vprašala, kaj moram narediti, da lahko sem bolj čista, da dobim bolj natančna, jasna sporočila. In potem smo vsako nedeljo sem kanalizirala za družino, so postavljala vprašanja moja mami, ona ima še danes te zvezke z vsemi temi sporočili in jasnostmi. No in v bistvu zelo hitro sem ugotovila, da ta moja povezava, ki se mi je odprla, mi ne omogoča samo priti do odgovorov na osebna vprašanja neke osebe, ampak dejansko lahko dostopam do v bistvu univerzalne zavesti, ne, tega balona vseh informacij, ki so v sredini vesolja in vse, kar obstaja, mora biti nekje kot koda zapisano. In jaz sem v bistvu s tem svojim treningom in z razvijanjem mojega kanala prišla do tega celestiala, kjer so te informacije. In potem se mi je pa valjda prižgala ta moja raziskovalna naravnanost in sem začela spraševati stvari in dol v bistvu prinašati to jasnost. In jaz sem res najbolj uživala v tem, ne. Ampak nisi pa samo medija, ne. Vse to je en velik del tvojega življenja, ampak kot si sama na začetku povedala, zdaj odkrivaš tudi to, kako biti vse. Ne samo Tjaša Dorelaj, mediji in oseba, ki vodi ljudi, da postanejo zavestni vodje svojih življenj, ampak tudi Tjaša, ranljiva ženska v vseh svojih barvah. Ja. Povej mi, kako ti to gre? Kako ti gre ta usklajevanje. Ja, do letošnjega leta precej slabo. Zato, ker sem zadnjih 15 let svojega življenja dobesedno posvetila svojemu poslanstvu. Ne znam drugače povedati kot to, da ko sem jaz vzpostavila povezavo z celestialom in z duhovnim vodstvom in sem začela dobivati ta dostop do vseh odgovorov, sem jaz začutila tak močen klic, da je to moje poslanstvo, da je moja duša zato tukaj, da sem mogla iti čez vso to težko otroštvo, da sem mogla imeti svoje portale rasti in iniciacije v bistvu duhovno, zato da sem jaz lahko sploh našla sebe, ne, našla svoje poslanstvo. In se spomnim, da ko sem kot majhna deklica hodila na razne te delavnice, vedno sem se dobro počutila, ampak kaj mi je šlo pa na živce? Na živce mi je pa šlo to, da je čisto vsak rekel, ti samo odpri srce, pa bo vse v redu. A ne? Se pravi, sporočila, ki so ti jih dajali, so bila za mene, za moj burni premalo konkretna, premalo natančna, preveč posplošena, kar bi človek lahko rekel vsakemu človeku. A ne? In tudi, ko sem spremljala druge medije, mi je bilo v bistvu premalo. Zdi se mi, da niso res prišli v srčiko bistva. A ne? In ko sem sama razvijala svojo metodo kanaliziranja, meni je bil cilj, pa še dan danes mi je, ker vsako leto se trudim biti še boljši medij in treniram in tako, ne. Meni je želja in cilj prinesti natančno, jasno, zato da ko človek to sliši, da se mu v bistvu stvari v glavi začnejo sestavljati, da dobi odgovore, konkretne in jasne na svoje vprašanje. In mogoče, če se vrnem nazaj,
pri meni se je to tako začelo, da najprej sem kanalizirala za svojo družino, prijateljice in potem je ta glas šel v 9. vas in kar naenkrat so iz cele Slovenije se vozili v mojo domačo dnevno sobo, kjer sem jaz kanalizirala po ure in jaz sem res uživala v tem, da sem v bistvu prinesla odgovore na vprašanja osebe in te ljudje so v bistvu si iz meseca v mesec, ko so prihajali, so bili drugi. So dobesedno se jim življenje transformirala, odnosi uredili, zdravje popravilo, obilje povečalo in sem v bistvu videla v njih, kako zelo transformativno je, ko enkrat sprejmeš kanalizirano sporočilo, ki je res za tebe, in ki je v bistvu jasno in natančno, hkrati pa še vsa ta energija, ki teče skozi. In takrat me je mami vprašala, rekla, Tjaša, a ti želiš to delati za življenje, a je to samo nekaj, kar bi rada imela za hobi zraven, zato ker to je kar naenkrat vsak popoldne je bil nekdo v naši domači dnevni sobi, in sem rekla, mami, jaz toliko uživam, to je moje poslanstvo, jaz sem res našla moj namen, in je rekla, veš, potem je pa čas, da v bistvu začneš to tudi cenovno vrednotiti, ker sem to seveda delala vse zastonj in v tej energiji jaz želim pomagati svetu, in potem na neki točki sem ugotovila, da ne more tako iti, da v bistvu se bom izčrpala, če bom na tak način, ker ljudi je bilo vedno samo več in več in več. In na tisti točki sem v bistvu prepoznala, da potrebujem stopiti na podjetniško pot, da potrebujem v bistvu določena ogrodja okoli tega mojega daru in v bistvu takrat sem potem začela in individualna kanaliziranja sem delala, dogodke v živo, meditacije, ni da ni. In seveda je bilo to vse zelo majhno na začetku. Se spomnim, da enkrat sem organizirala meditacijo za moške in se je samo en moški prijavil na ta dogodek. In meni je bilo tako, zdaj dvorano imam že, nek joga prostor sem imela že rezerviran, oseba je pač se prijavila, zdaj pa da ne bo on sam tam. Sem klicala očija, bratrance, prijatelje moške, a lahko prosim pridete na ta dogodek, zato da pač ta revež ne bo tam sama. Meni ni bilo, niti pikica ni bila v meni, da bom jaz ta dogodek odpovedala. Zato, ker sem jaz našla svoje poslanstvo in sem vedela, da na začetku noben ne ve za tebe. Noben mu nisi zanimiv. Se pravi, jaz moram vztrajati, jaz moram pokazati ljudem, kaj imam in kaj jim lahko dam. In potem smo mi seveda, vsi so mi naredili uslugo, prišli so tja in na koncu tega tipa ni bilo. In meni je bilo tako, wow, jaz sem zdaj zbobnala skupaj celo mojo familijo in prijatelje in od sestre, fanta in ni, da ni, vsi so mi delali uslugo, zdaj pa ta moški ni prišel. Marsikdo bi tam rekel, gremo domov. Meni je bilo pa ne. Mi smo zdaj sem prišli s tem namenom, dvorana je rezervirana, gremo v akcijo. In v bistvu jaz, ko sem začela, to je bilo po ena oseba, 2, 3 osebe, ostali ljudje, pač moja družina mi je delala uslugo, da je bila na teh dogodkih. Seveda so tudi oni radi prišli, ampak v bistvu mogoče želim to pokazati, ker velikokrat ljudje vidijo samo, ni before pa after, vidijo samo after sliko in si rečejo, nje je pa itak lahko zato, ker ima razprodano Galusovo dvorano. Ne zavedajo pa se, da je to bilo 15 let enega, bom rekla, rasti in soočanja. In odpovedovanja in trdega dela. Izbiranja svoje top izbire, ne glede na to, da še nikomor nisi v bistvu sploh pomemben. Zdaj sem malo zavila, ampak v bistvu hočem to povedati, da 15 let svojega življenja to je bil moj glavni fokus. Vse sem doživljala zraven, pa hodila na potovanja, pa imela odnose, pa tralala, ampak moja poklicanost, to, za kar je moja duša tukaj, je bilo tisto, kar je bilo v prvi vrsti. In temu sem dala celo sebe. In v bistvu, ko sem letos na začetku leta prišla do neke točke, ko ni šlo več naprej. Sem ugotovila, da za voljo tega, da sem ustvarila vse to in dala Sloveniji in svetu vse to, kar sem dala, so pa drugi deli mene v bistvu bili na pauzi. In zdaj je v bistvu moja namera tudi tem delom mene dati več prostora v mojem življenju. Veliko najinih zasebnih pogovorov v preteklem letu, v preteklih 2 letih je bilo namenjenih ravno temu, kako ustvariti božansko partnerstvo, kako najti moškega zase. Tako da zagotovo vse zanima. A si samska? Ja. Ja? Sem samska. Srečno samska?
Jaz sem bila zelo, zelo srečna v samskosti. Še danes sem. Zato, ker sem ugotovila, da če nisi sam s sabo dobro, ne boš z nobenim mogel biti dobro. A ne? Tako da jaz sem res uživala v tej samskosti. Moram pa priznati, da nekako čutim v sebi, da se tudi ta era izpeva. Ne? In da prihaja obdobje mojega partnerstva, nekako v sebi to čutim. Si me klicala iz morja, pa rekla, Nina, zdaj sem pa jaz prišla do točke, ko si šla na solo počitnico, zdaj sem pa prišla do točke, da zdaj pa res čutim, da sem doživela vse, kar moram doživeti samska. Ja. Pridi partner. Mislim, jaz sem zelo proaktivna. Ko recimo dobim eno vizijo, kar želim, da speljamo z ekipo, to je tako, ne? Hop, gremo. Gremo, akcija. To sploh ni ustavljanja. In mene včasih prijateljice gleda, pa mi reče, Tjaša, kako tebi rata, čisto vsako noro idejo, do katere prideš speljati. In meni je tako, zato ker dam v urnik in to je dan del, potem to bo. Ni tako, bi ali ne bi, ali sem pripravljena ali nisem. V bistvu sem zelo akcija, oseba akcija. In ko jaz nekaj vidim, da je zame top izbira, grem cela noter in ne vedno naredimo da rata, tako ali pa drugače. In seveda, kako sem se lotila jaz na neki točki te svoje samskosti in odločitev, zdaj bom pa jaz se odprla za božansko partnerstvo. Ja, nič, zdaj pa akcija, ne? Zdaj se pa dajmo v zmenke, pa dajmo najdete pravega tipa. Ni šlo, ni šlo. Jaz, če sem čist... Si šla kaj? Si šla na Tinder, a ne? Saj veš, da sem šla na Tinder. Ampak moram povedati njima, ne? Da vejo, kje te najdejo vsi moški, ki to gledajo. Ne, zdaj me ni več tam, ker so me dol vrgali. To zgodbo moramo tudi povedati. V glavnem, upirala sem se dating aplikacijam zelo veliko let. Potem pa seveda na prigovarjanje prijateljic, med katerimi si mogoče bila tudi ti, sem pa rekla, no potem pa grem. In moj v bistvu največji strah je bil, zdaj bodo pa ljudje kar videli, da sem jaz tam, ne? A veš, ne? In v bistvu, kaj to zdaj pomeni o meni in cela ta zgodba. In mi je potem tako dobro ena moja prijateljica rekla, ki je tudi moja učiteljica dihanja, je rekla, veš kaj, Tjaša, kaj pa če bi si dovolila biti samo človek? Tako kot ostali, tudi ti samo iščeš ljubezen, ne? Daj se gor. Dober na svet. Ja, in jaz sem se dala gor, sem se potrudila, da sem sebe predstavila in to in nisem bila pripravljena na vse izzive te dating scene. No, mogoče tako za trač, ne? Jaz sem šla v dobrem mesecu na 17 različnih zmenkov. To je bila moja druga služba v tistem obdobju. Tebe ni bilo za dobiti ta telefon, ali si v službi ali pa na zmenku. Spoznala čudovite ljudi, ampak nikjer ni bilo tistega klika. In v bistvu, kaj sem ugotovila? Ugotovila sem, da sem se iz tega lotila zelo tako pomoško. Akcija, gremo mi zdaj to, jaz bom zdaj našla tipa. In potem sem se ustavila, zato ker sem se prišla sem do izgorelosti, ne zaradi tega, zaradi vseh ostalih stvari, to je pa samo dodal v to zgodbo in sem rekla, ne, Tjaša, zdaj pa iz svoje ženske energije, iz svojega magnetizma, iz svoje te... tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, energije, pojdi zdaj v to. In potem sem zamenjala taktiko, ampak še predno sem jaz zamenjala taktiko, me je Tinder vrgel dol, zato ker so se odločili, da sem kršila njihova pravila, ker sem se pretvarjala, da sem jaz, ne? Spomnim se takrat, kako si bila osebno ranjena, da zdaj te pa Tinder zavrača, kje bom zdaj jaz našla moškega? Jaz sem si rekla, to je znak vesolja, na Tinderju ga ne bo, a veš? Je rekla, ne grem več gor, ne grem. V glavnem, ker je bilo toliko mojih slik na internetu, in so mislili, da se nekdo pretvarja, da sem jaz, in meni je tako, ne, jaz sem res jaz, ne? Fanta bi rada. V glavnem, v bistvu sem ugotovila, da je v mojem življenju vsak človek ima na nekem področju veliko rast. Nekateri skozi partnerstvo, drugi skozi zdravje, denar, ne. Meni to, da živim svoje poslanstvo, kar gre. Tako, to mi naravno pride, ne. Tudi ustvarjanje obilja ali pa prijateljstev, to meni kar nekako naravno, se mi zdi, da mogoče je moja duša to že v preteklosti te stvari izmojstrila. No, področje partnerstva je pa tisto področje, kjer imam mogoče več se za naučiti v tem življenju. In namesto, da bi šla v to, nobenega ni, takšni so, ki jih nočem, ne, sem šla v bistvu v to, kaj vse se lahko naučim skozi to dating sceno. In marsikaj se človek lahko nauči skozi to dating sceno, ne. Se spomnim, da sem šla enkrat na en zmenek za nekom, ki
mislim, da je bil 39 let star, jaz sem 35, v glavnem in na neki točki mi dva ugotoviva, da je on še vedno nedolžen. Ne? In on mi reče, le Tjaša, se jaz lahko čez prste ene roke pogledam, da si ti že bila spolno aktivna, a ne? Sam pač od zdaj naprej, če bo pa midva dejtala, pa to ne bo tako šlo. A ne? In jaz sem bila presenečena, najprej sploh, a ne, v redu, ne? Njega, kaj pa je vzrok temu, ne? Da si pri 39 še vedno pač, a ne? In je rekel, da njemu je Jezus to povedal, a ne? In na tisti točki sem zadušila svoj lasten smeh, zaradi tega, ker sem si mislila, kaj bi ti vedel, da to, da ti še nisi, pa jaz že sem seksala, sploh ni najen ta glaven problem, ne? Ker v bistvu ta glaven problem je to, da meni pa Jezus čist druge stvari razlaga. Tako da, a ne, zdaj, da ne bomo koga razburala, ne, tudi v Jezusu recimo nisem zelo velikrat javno govorila, zaradi tega, ker je kljub samo to ena taka tabu tema v Sloveniji. Se bomo še dotaknili te teme v nadaljevanju, ker je zelo zanimiva. Glavno, mene Marija Magdalena in Jezus spodbujata v svetospolnost in božansko partnerstvo. Njega pa zatira to bogega rečka, ki ne ve, kaj zabuja. Tako da v bistvu, kaj sem ugotovila? Ugotovila sem, da smo zelo ranjeni. Vsak za sebe. In ko ti prideš skupaj, se v bistvu te rane samo pokažejo. In v bistvu potem je pa, koliko si zrel, da v bistvu vzameš odnos kot portal tvojega zdravljenja. Ker veš, ko si samski, ti marsikaj lahko rasteš, pa se razvijaš, ampak šele, ko prideš v par, v odnos, se ti pokažejo dimenzije, ki jih sam ne moreš odkriti. In potem šele takrat vidiš, poglej, tukaj imam rano, poglej, tukaj imam strah pred zapuščenostjo, poglej, ne zaupam moškim. In potem sem hodila še na terapijo in moj terapevt je bil moški. In je bila situacija taka, da je vedno, a je zamujal, a je pozabil povedati, kje je, a je 2 naenkrat naročil. In jaz se spomnim, kako sem uletela enkrat k njemu v tisto sobo in mu rekla, ti si moj terapevt in te se ne moram nate zanesti. Sem pa prihajam zato, ker predelujeva moje nezaupanje v moške. Veš? In v bistvu življenje ti bo vedno pokazalo, kje je tvoj prostor za rast. In mi velikokrat rečemo, on je tak, on je drugačen. In vsakega skenslaš, zato ker mu nekaj manjka, v bistvu pa potrebuješ videti, a lahko nekaj vzamem in vzamem v bistvu ta njegov karakter in to, kdor on je, zato da mi kot ogledalo pokaže, kje so še delčki mene, ki v bistvu niso še pozdravljeni. Tako da moja velika rast v partnerstvu je v bistvu tudi v tem, ker jaz sem velik paket in jaz se tega zavedam, sicer grem v mehkobo in nežnost v odnosu, v to žensko energijo v odnosu do moškega, ampak v bistvu ni vsak moški pripravljen tazga velikega paketa držati. Ampak jaz si potem rečem, da to pol ni moj moški. Zato, ker jaz si želim biti za mojega moškega top izbira. Da, ko me bo pogledal, bo rekel, oh my god, to je ženska, ki jo jaz hočem, to je moj jackpot. A veš, in sem v bistvu ugotovila, da sama sebe ne vrednotim kot jackpot in zato me bo vsak te drug imel za srečko za 5 evrov. Ampak jaz nisem srečka za 5 evrov, jaz sem jackpot. Sam za ta pravo osebo si jackpot, za drugo osebo si pa tako pač next. Pa te srečke sploh kupo ne bo. Točno to, Vse to zveni super, krasna spoznanja, če jih bo kdo imel, jih boš ti imela, ampak me vseeno zanima, kako pa se soočaš, ko pride do situacije, ko si ranjena v odnosu. Kaj to v tebi aktivira? Omenila si že neke svoje portale rasti, kako se praktično, če nas spustiš v svojo dnevno sobo, ko se nekaj takega zgodi, kako to Tjaša sprejema? Pač, ko je človek ranjen, in enako velja tudi zame, se ti ego toliko zaktivira, da najprej daš krivdo na drugo osebo. Ta človek je takšen in takšen. In recimo moj zadnji partnerski odnos je bil zelo velik portal rasti za mene, zato ker sem prvič v življenju čutila, da sem našla pravo osebo. Se prav spomnim na enem, mislim, 2., 3. zmenku, ko me je objel, da je šla elektrika čez moje telo in meni je bilo tako, o moj bog, to je to. V bistvu tista dušna prepoznava, katero, veš, jaz sem veliko svojih preteklih partnerskih odnosov, kjer so moški se želeli poročiti z mano, želeli imeti družino z mano, želeli ustvariti življenje z mano, sem jaz zaključila, zato ker nisem čutila, da je to.
In ko sem me vprašala, Tjaša, kaj ti pa manjka? Veš, ker to so bili čudoviti, inteligentni moški, to so bili uspešni, srčni ljudje. Nisem znala povedati. Zato, ker edino, kar je manjkalo, je ta občutek v telesu, veš, ta dušna prepoznava, to je to. In se spomnim, da sem tudi sama večkrat dvomila v to, da bom sploh kdaj čutila ta občutek. In potem, toliko let kasneje, nekaj let nazaj, je prišel moški v moje življenje, kjer ne takoj na prvem zmenku, ampak tako, drugi, tretji zmenek. Zelo hitro je bilo. Ja, ko me je objel, sem v bistvu začutila, to je to. In v bistvu sem se peljala domov čist prestrašena, zato ker sem si rekla, o moj bog, zdaj si pa začutila to, kaj pa zdaj, in v bistvu ta odnos me je res, res odprl, Toliko enih dimenzij ljubezni, kot sem tam čutila, še nikoli nisem čutila, ampak potem se je odnos tudi zaključil. Zaradi tega, ker nisva imela iste vizije za prihodnost, iste želje. In na tisti točki vem, da sem v bistvu bila tako zelo ranjena, da sem najprej v njem iskala, kaj vse mora on spremeniti, zato da bo midva lahko skupaj. To, kar rade počnemo ženske. Potem sem pa takoj preklopila v to, čakaj, Tjaša, to je tvoja kreacija. Ti si skreirala to, da te v bistvu moški ni izbral. Najprej je šlo, kaj je tvoja rana? Moja rana je bila, nisem dovolj dobra, nisem dovolj vredna, nisem dovolj lepa, nisem dovolj seksi, nisem dovolj. In sem se v bistvu potopila v ta občutek, nisem dovolj. In sem šla raziskati, kje se je začelo to, da sem jaz občutila, da nisem dovolj. In sem začela zdraviti to majhno Tjaško v meni, ki je kot majhna deklica čakala, da ji bo oči rekel, Tjaša, rad te imam. Pa ni rekel, zato ker to ni bil njegov izraz ljubezni. On je vse za mene naredil, jaz imam čudovitega očija. Ampak enostavno ni mi pa dal ljubezni na tak način, kot sem jo jaz razumela. Tudi veliko ga ni bilo v otroštvu in v bistvu sem skozi iskala to prepoznavo, vidi me, strani svojega lastnega očeta in potem seveda to samo preneseš v partnerski odnos in iščeš moškega, ki te bo videl. In potem, ko moški reče, lej, Tjaša, ne vidim iste smeri, ne želim si partnerskega odnosa, je to nisem dovolj. In v bistvu sem šla globoko v to, z vsemi mojimi jasnostmi iz kanala, sem se v bistvu podprla, da sem ugotovila, da je to samo priložnost za mojo rast. In sem rekla, nič hudega, če on mene ni izbral. Zaupam, da obstaja neka božanska poravnanost in božanski čas za vse. In dejstvo je, da prava oseba te bo izbrala. Mora biti tudi pravi čas, da se stvari poklopijo. Ampak velikokrat mi pravi čas v bistvu uporabljamo kot izgovor. Saj, ko bo pravi čas, se bom pa lotil tega projekta. Ko bo pravi čas, se bo pa odnos zgodil. Ampak jaz mislim, da jaz sem človek top izbir. In to pomeni, da ko je meni nekaj top izbira, jaz grem cela not. Cela sebe odprem, celo svoje srce dam na mizo, cela sem. Zato, ker se mi zdi na koncu dneva, zakaj pa živimo, če ne bomo šli celi v odnose. In sem imela zelo, zelo ranjeno srce. Ampak potem sem še vedno po 2 letih sem se dala na trg in sem šla na Tinder. In bolj te Tinder blokira. Ja, pa sem šla, potem sem še en odnos recimo začenjala, pa potem se je tudi moški umaknil, in sem spet isto rano lahko zdravila, da nisem dovolj. Ampak potem sem na neki točki ugotovila. Moja naloga je biti avtentična, točno takšna, kot sem. Ne skrivati. Zaradi tega, ker vidim, da ljudje igramo velikokrat, ker nas je strah, da bodo naši najbolj resnični deli nas zavrnjeni. In je lažje, če nas nekdo zavrne za našo igro, kot za to, da nas zavrne za to, kdor mi smo. Ampak tudi, če človek reče, ne želim te, v bistvu on ne zavrne tebe. On preprosto sebi ne da izkušnje tebe. In velikokrat mi ženske reče, pa ti imaš res lahko vsakega. Sej so opcije, Zadnjič sem svoji babici razlagala, ker, Tjaša, toliko si že stara, pa še nimaš otrok, pa moža. Sem rekla, mama, nič skrbeti, ni suše.
tako, ne bat, ni tako, da ni opcij, ampak v bistvu jaz ne želim vstopiti v partnerski odnos zato, da bom imela nekoga. Jaz želim vstopiti v partnerski odnos s človekom, s katerim se bova res začutila in bova skupaj gradila partnerstvo, ki temelji v bistvu na globoki, brezpogojni ljubezni, spoštovanju in neki skupni rasti. V bistvu življenjskega partnerja, s katerim si lahko popolnoma vibracijsko gol. Ampak če jaz želim to ustvariti, moram jaz biti vibracijsko gola. In to je zdaj moj trening, da ko hodim na zmenke, si dovolim biti cela in tudi, če sem za to zavrnjena, si rečem, v redu, boli takrat, ko svina boli, ampak potem si rečeš, a ni boljš, da takoj vidim, da temu človeku nisem top izbira, ker očitno je pa še nekaj boljšega zame tam, kasneje na poti. Ena tvojih največjih kvalitet, ki jih jaz osebno zelo cenim pri tebi, je tvoje čisto srce. Večkrat ti z tvojo sestro Anjo Timzojo poveva, da si kar malce naivna, ker ti greš v svet odprta, z srcem na dlani, evo, tukaj sem, cela sem. In v bistvu to je ena taka kvaliteta, ki ali jo imaš ali je pa nimaš. Tako da verjamem, da se bo vse sestavilo in prava oseba bo vzela to srce in ga zapakirala v najlepšo skrinjo, zaklenila in ključ vrgla stran in ga nikoli ne dala stran. Hvala lepa, veš. Že zelo zgodaj sem si rekla, Tjaša, ali boš živela to življenje ali ga boš samo bivala. A boš samo šla iz dneva v dan, a ga boš živela, doživljala, šla cela noter. In ne glede na to, koliko je bilo enih zavrnitev in poslovno, in zasebno, in enih ljudi, ki me niso izbrali, jaz še vedno pridem v vsak nov stik, na vsak nov zmenek z odprtim srcem, z največjim zaupanjem. Zaradi tega, ker jaz to darilo dajem sebi. Zakaj bi zaprla srce? Zato, ker je bilo nekoč ranjeno. V bistvu je bil ranjen moj ego. Srce ni ranjeno. Ranjen je ego, ki si naredi neko predstavo, kako morajo stvari iti. In včasih res imam občutek, da sem malo naivna, ampak potem si pa rečem, rajš imam čisto srce, pa me kdaj kdo okrog prinese, kot da bi v bistvu igrala, manipulirala in vsak na koncu svojo karmo poplača. Ampak kljub vsemu, ti si zelo izpostavljena oseba. V vseh letih, 15 plus letih svojega delovanja kot medij in na svoji poslovni poti si generirala ogromno skupnost, ki ti je zelo zvesta in tudi tisti, ki niso v tvoji skupnosti, vedo, kdo ti si. Kako z to svojo vstopno energijo dam celo sebe na planu, kljub vsemu deluješ v luči te izpostavljenosti? Kako to manevriraš? A veš, jaz nikoli nisem razmišljala, da bom jaz enkrat vidna in slavna in da bodo ljudje vedeli za mene. Moja edina vstopna namera je bila, jaz želim dati to jasnost, ki se steka skozi moj kanal v svet, zato ker sem že od samega začetka čutila, da to ni samo za mene, da je to večje od mene, da je to za svet, da je to za ljudi in da je del mojega poslanstva, da ta sporočila prinesem v skupnost. Zato, ker je moja vizija in moje poslanstvo dvigniti zavedanje na planetu. In zato, da bi to lahko dosegla, sem se soočila s socialnimi omrežji in YouTubeom in z vsem tem, da dajem ven svojo vsebino. In jaz nisem razmišljala, a bodo ljudje mene zaradi tega zdaj bolj prepoznali na cesti. Niti nisem razmišljala, da zraven tega, da so ljudje navdušeni, dobiš tudi ljudi, ki so v sovražnosti do tebe. Enostavno sem sledila temu, kar je meni duša rekla, Tjaša, to je tvoj naslednji korak. Vsakič znova. In potem na neki točki je enostavno ta cela zgodba tako zelo zrastla, da kamorkoli grem, me nekdo prepozna, se nekdo hoče z mano slikati in jaz se spomnim neudobja, ko sem dojela, da se zdaj to dogaja, ker meni je bilo tako, jaz nočem tega. Jaz nisem v bistvu šla v to zato, da bi bila vidna, jaz sem šla zato, da bi sporočilo se širilo, zdaj pa Madonna nikamor ne more biti, da bi bila sama, razumeš? Se spomnim, kako sem šla enkrat v času covida z masko čez obraz,
puloverjem s kapuco, sem šla v eno trgovino iskat pač vložke, ker sem ravno menstruacijo dobila in pridem noter in sem vsa smotana, mastne lase, prvi dan menstruacije, ker veš, kakšne smo, ne, vse zabuhle in pridem noter in jaz tam iščem tisto polico in iz enega konca pride ena, Tjaša Dorelaj in objema in druga, Tjaša Dorelaj. In sta me bile tako vesele. Mene je bilo v tistem trenutku, ful lepo, da sta me vesele, samo ne zdele, a veš, ne zdele, ne. In v bistvu, kamorkoli sem šla, je kar naenkrat nekdo hotel mojo energijo, mojo pozornost, vstopati v moje polje in se spomnim, kako v bistvu sem imela veliko težav s tem. Zaradi tega, ker ta srčni del mene bi dal vse. Jaz bi dala ljudem vse, še tisto, kar nimam. Ampak na neki točki moj osebni, intimni del je pa želel biti v zasebnosti. Nisi vedno na točki, kjer se želiš fotografirati. Se spomnim, enkrat sem šla plesati in pride en moški me iskat in pleševa in potem mi reče na koncu, te lahko prosim za en selfie, pa ga tako pogledam pa reče, veš, midva ženo sva se ločila zaradi tebe. In jaz tako, kaj? Rekel, ne, ona te je začela spremljati in zdaj sva se ločila zato, ker sva ugotovila, da res nisva za skupaj, ampak sva ti oba dva ful hvaležna. Pa če bom jaz njej povedal, da sem danes s tabo plesal, mi ne bo verjela, a se lahko slikava. In sem se slikala. Ampak posledično, kaj pa to pomeni, je to, da sem zdaj bolj izbirčna, kdaj grem ven med ljudi, ker vem, da bo vedno to zraven prišlo. In se spomnim, da za to iritacijo, ki se je rodila, v bistvu zato, da nimam več miru, je na neki točki prišla streznitev. Ampak Tjaša, kaj pa če namesto tega, da se ukvarjaš s tem, kaj ti ni všeč, pogledaš na to, poglej, koliko ljudi si se dotaknila, koliko ljudem so tvoje meditacije in kanalizirana sporočila spremenila zavedanje v življenju. Torej, proslavljaj, ker je bil tvoj namen izpolnjen. Tako da zdaj, seveda nisem vedno v volji za objemati, ampak sem hvaležna, ko ljudje v bistvu povejo, Tjaša, meni se je življenje spremenilo, odkar sem začel tako delovati in poslušati ta sporočila. Ampak hkrati moram pa na tem mestu še nekaj povedati. Ljudje velikokrat mislijo, zadnjič so bili na eni predstavitvi knjige in so me tako lepo gledale. Joj, a se te lahko dotaknem, ti si meni taka boginja, ne morem verjeti, da te tukaj sreča. Včasih imajo ljudje prav izven telesno izkušnjo, ko se srečajo z mano. In jaz si mislim tako, umiri se, pač navadna sem, navadna sem in tudi jaz imam probleme in tudi mene matrajo stvari. In v bistvu predvsem želim to del mojega poslanstva je opolnomočati ljudi in pokazati jasnost, usmeritve za življenje, ampak hkrati moč je v tebi, moč ni v meni. Jaz lahko to jasnost prinesem dol, jo dam v polje, ampak jaz ti nisem spremenila življenja. Ti si ga spremenil zato, ker si začel te stvari nekako utelešati, dajati v prakso. Zato, ker če jaz prevzamem to, da sem jaz njim spremenila življenje, potem moram prevzeti tudi to, da kakšen mu pa nisem všeč, mu pa nisem spremenila življenja in to ni moja odgovornost. Ne nočem več tega. Ne, res, v bistvu tudi težko je za mene. Jaz ne maram, da mene ljudje povzdigujejo, zato ker se počutim ločena. Tudi na tečajih, v končni fazi tudi zdaj, v bistvu del namena, da se pogovarjava o intimnih stvarih je zato, ker želim v bistvu ljudem približati to, da sem navadna in da sem v bistvu enaka kot oni. Dejstvo je samo, da jaz izbiram živeti življenje zavestno, kar lahko počnejo tudi oni. In vsak lahko tako življenje živi. Tako, Se spomnim prej, ko si omenjala, se te lahko dotaknem. Enkrat sem jaz doživela na našem tečaju kanaliziranja Celestial Inspiration. Je prišla do mene ena gospa, zelo simpatična in reče, Nina, a se te lahko dotaknem, ker ti si ves čas ob Tjaši, zagotovo imaš visoko vibracijo in jaz tako gledam in tako kar dotaknem se, a te še objamem. In zanimivo je, ravno to, kako ljudje radi dajemo avtoriteto za svoje počutje, svojo vibracijo v druge ljudi, in mislimo, ta mi bo pa zdaj življenje rešil. Sam si ga boš, zagotovo ljudje smo si ogledala, in če ti v meni vidiš neko lepoto, neko jasnost, je to nekaj, kar si ti že v sebi, že nosiš v sebi in je nekaj, kar si že zintegriral, in v bistvu se mi zdi, da se ljudje premalo ukvarjamo s tem, kaj to pove o meni, kateri del mene to odpira, bolj se ukvarjamo s tem,
kaj na drugem mi je všeč, ali pa še večkrat pa kaj mi ni všeč. In v bistvu s to prepoznavnostjo je prišlo tudi zelo veliko v bistvu neke kritike, nekega obsojanja, nekih komentarjev. Se spomnim, da sem enkrat prišla k svoji kozmetičarki, in ona meni reče, veš, Tjaša, me je pa zadnjič ena ženska, mi je začela govoriti o tebi in mi je rekla, joj, Tjaša je pa tako plastična, ona ima pa umetne ustnice, napihnjena lička, ona je pa čisto obdelana, Je rekla, in Do Tjaše prideva, da poveva vse tvoje operacije. In ona reče, veš, jaz pa mislim, da ne, pa ja, zagotovo, ne moreš imeti toliko polnih ustnic, brez filerjev in ne vem česa. Rekla, veš, pa sem mi pa rekla, veš, jaz jo poznam, ona je v živo takšna, to je čisto naravno. In v bistvu potem, kar naenkrat ljudje vedo več o tebi, kot ti veš o sebi. In slišiš stvari, ki so popolnoma neresnične, ampak jaz se s tem ne ukvarjam. Že daleč nazaj sem nehala brati in gledati prispevke, gledati komentarje, ker v bistvu sem si rekla, zakaj bi dovolila, da me sodba nekoga zruši. Ker na koncu dneva ljudi se dotakneš. In nekateri vzamejo to inspiracijo in se vprašajo, kaj ona počne, da je tako polna energije ali pa da ima toliko jasnosti, kako lahko tudi jaz to delujem. Drugi ljudje, ki imajo pa mogoče malo nižje zavedanje, bodo pa rekli samo, v bistvu mi je všeč, ampak si ne upam priznati, da mi je to, kar ona počne, všeč, kot da dajmo rajš to blatati in v bistvu dajati v nič, zato da se meni treba soočati s tem, da v bistvu mi je pa zanimiva, To se nam je zgodilo lansko leto, a se spomniš, ko smo pri tebi doma snemali reelse za Instagram. In to so bili taki simpatični, kratki nasveti, 30 sekund do 1 minuta, za vsak dan, ki jih lahko komponiraš v svoje življenje. In mi dve kot nič narediva en reels, na katerem ti počneš kaj? Tresem joškice. Treseš joškice in te joškice so šle viralno in jih pozna cela Slovenija. Kamorkoli pridem in zanimivo, vedno mi jih moški omenjajo. Ja, seveda. Nikoli mi teh joški ženska ne omenja, čeprav je bil reels namenjen njima. Ja, za vse tiste, ki ne vejo, ki niso videli tega reela, v bistvu želela sem podeliti trik, kako, ko je ženska tečna in v neudobju, naj se pač prime za svoje prsi in jih strese, zato ker ženske ogromno teže držimo v svojem prsnem košu. In to je nekaj, kar res pomaga ženskam, da gredo ven iz neke tečnobe in iz neke napetosti v odprtost, srčnost, lahkotnost. In iskreno, ko sva midve snemali ta video, meni niti približno ni šlo čez misli, da bo v bistvu to taka senzacija. Jaz sem samo želela deliti en trik, in potem je ta video šel, seveda sem bila oblečena, da zdaj ne bo kdo mislil, to je bilo pač vse tako normalno, ampak je šel ta trik je šel okrog, in v bistvu je bilo zelo veliko tudi upora, se pravi, mislim, da je bilo v enem dnevu je 100,000 ljudi ogromno žaljivih komentarjev, ogromno. In v bistvu hvala Bogu, imam ekipo, ki v bistvu skrbi za komentarje na socialnih omrežjih in maile in to. In v bistvu jaz nimam več stika s tem. Prvi zaradi tega, ker enostavno je tega preveč in ne zmorem upravljati svojega poslanstva, pa zraven še nekako skrbeti za stik s strankami. Z drugega vidika pa zaradi tega, ker potem teh stvari mene ne dosežejo. Predstavljaj si, renljiv si, greš za svojo top izbiro, daješ ljudem zastonj vsebino, daješ jim jasnost, dviguješ, pa ne 1 leto, pač 15 let si tam v areni, daješ in potem v bistvu dobivaš nazaj kamenje od tistih, ki dejansko imajo mogoče drugačno zavedanje, in jaz sem se takrat odločila, da se ne bom ukvarjala s tem, komu sem všeč in komu nisem všeč. Rekla sem si pod črto, 100,000 ljudi je videl ta trik, to pomeni 100,000 ljudi zdaj ve za to. In naslednjič, ko bo njegova ženska sitna, bo rekel, tresi joškice. Verjetno bo pa še bolj sitna, Ampak, ko iz vlastnih izkušenj povem, da bolje, da sam spoznaš, da jih moraš stresiti, tako da ti moš reči, stresi joškice. A ti jih ima stresa, veš? V glavnem, kaj bi rada povedala tukaj je to. Včasih sem si pustila, da so vsi ti komentarji prišli zelo osebno do mene. Potem sem pa ugotovila, to, kar oseba govori o tebi, pove več o njej kot o tebi.
In vsak vidi svet iz svojega nivoja zavedanja. In če imamo mi nebotičnik zavesti in nekdo živi v prvem nadstropju, bo on pogledal ven in on bo videl cesto, bo videl avto, bo videl drevesa in bo rekel, to je realnost, katera je. Če pa nekdo živi v 10. nadstropju, bo pa videl vse to, pa hkrati še celo mesto zadaj, pa še gore v ozadju in bo njegov pogled širši. Ampak zdaj ti razložiti osebi, ki je v prvem nadstropju, da obstajajo zadaj gore, je zelo težko, ker njegova izkušnja še ni tam. In v bistvu ljudje skozi življenje, ko pridobivamo izkušnje, se dvigujemo po tem nebotičniku zavesti gor in v bistvu vidimo širšo sliko. A ne? In v takih situacijah si jaz rečem, to je njegov maksimum tega trenutka. To, da tlači nekoga dol, da je nespoštljiv, da je obsojajoč. Kako mora ta človek, če tako deluje do mene, ki me sploh ne pozna, kako grozno mora biti njemu v njegovi glavi do njega. In v bistvu jaz lahko vidim sočutje do človeka, ki je v bistvu ranjen. Tudi jaz sem, vsi smo, a ne? Ampak včasih moraš dovolj ta ego, da se ne zaktivira, ampak mu reči, to več pove o tej osebi kot o tebi. Poleg tega pa vedno se za dobrim konjem kadi. To meni moja teta vedno reče. Tjaša, za dobrim konjem se bo vedno kadil. In v bistvu sprejmeš, če si ti nek vizionar, če si ti v prvih vrstah in nekako oreš ledino na nekem področju, bodo vedno ljudje, ki te ne bodo razumeli. Še vsak iz zgodovine, če pogledamo, še vsak človek, ki ga zdaj hvalimo v višave, koliko je bil iznajdljiv, koliko je bil dober, ko je on prišel s temi stvarmi ven, je bil obsojan. Zakaj? Zato, ker kolektivna zavest še ni bila tam. Pa ne mislim zdaj sebe poveličevati, hočem samo to povedati, da v bistvu se učim biti sočutna in ostati v ljubezni do človeka, tudi če je nesramen do mene, hkrati pa tudi sebi dati to, da v mojem polju pač te smernerije ne bo. In to pomeni, če pride nekdo na moj profil smetiti, pač bo izbrisan. Izbrisana bo objava. Zakaj? Zato, ker to je pa moj space, to je pa moj prostor. In ljudje, ki prihajajo v ta prostor, dobivajo mojo dobro energijo in jaz ne bom dovolila, da v tej energiji nekdo pride in smeti pušča. Ravno to je ena stvar, ki sem jo zdaj želela nasloviti. Namreč velikokrat se osebe nekako dotikajo tega, da mi brišemo komentarje, da mi moderiramo komentarje, da puščamo samo tisto, kar nam je všeč na socialnih omrežjih, da ekipa odgovarja namesto tebe in vse te stvari. In to je en očitek, s katerim se srečuješ ti, mi ves čas. In v bistvu, brišemo komentarje. Pa v bistvu tega sploh ni veliko. Mogoče bom začela tako. V zadnjih 15 letih smo mi toliko enih tematik odprli, ki so bile pereče, morda celo malce provokativne za kolektivno zavest. In zelo, zelo malo je tega. Meni se zdi, da mene kar to duhovno vodstvo kar lepo drži v neki zaščiti, ker je zelo malo teh napadov. Če pa so napadi v smislu, da nekdo je nespoštljiv do mene in me blati, ali pa do ljudi, ki so del moje skupnosti, tam sem pa jaz, mama bear, to pa, jaz pa tega ne bom dovolila. Jaz bom prej dovolila, da nekdo mene užali, kot da žali recimo enega mojega tečajnika ali pa nekoga, ki je recimo del moje šole. Pač tako, to je pa tista, zaščitniškost, ki pride s tem. In v bistvu tega je zelo malo. Ampak še vedno pa nekaj se moramo zavedati. Ljudje imamo različne stopnje zavedanja, ta nebotičnik zavesti, in ne smemo mi izvajati tega, kar izvajamo, v smislu deliti svoje jasnosti, zato ker smo tam enega zmotili. Ker na neki točki, to, da smo ga zmotili, pomeni, da je bila reakcija. Se pravi, bilo v vsakem primeru pozitivno. Te joškice. Tudi če so bili ljudje vznemirjeni in so me obsojali. Ampak je bila pa reakcija, ostalo pa je v njih. Še nedolgo nazaj sem slišala, Tjaša, a to je ta z joškicami? Ta z joškicami. Ko 15 let delaš, pa hočeš... In te vsi poznajo po joškicah. Vsaj oblečenih, v redu je. V redu je, Ja, super. Tem so se že danes dotaknili, tako da jaz mislim, da kar greva še eno tako mečkem bolj ranljivo mogoče odpreti. Tjaša, jaz vem, da si ti v življenju dala že veliko čez.
Ljudje mislijo, da ti je bilo vse poslano z rožicami, velikokrat slišiš kakšne izjave, ja, sej, njej je pa lahko kaj oči financira ali pa take podobne hece, a ne? Mi se temu smejemo, ampak želim se dotakniti enega težkega obdobja v tvojem življenju. To je vnetje živca v tvoji glavi, ki je bilo kar transformativno zate. A bi lahko kaj več delila o tem? Ja, leta 2018 smo se s prijateljicami peljale na Češko, na izlet in kar naenkrat me je sredi poti blazno začel boleti levi del obraza. Mislila sem, da je zob, ampak na koncu se je izkazalo, da sem dobila vnetje trigeminalnega živca v glavi. To je živec, ki povezuje pač oči, usta, glavno vse. In jaz sem bila 1 leto v konstantnih bolečinah, kot da bi imel vnetje zoba, vnetje očesa in vnetje glave. Skratka, to so bile take bolečine, da v bistvu nisem spala po celo noč. In na začetku sem jaz seveda hotela to zdraviti tako, z kristali in z esencami in dobrimi vibracijami, in potem sem zelo kmalu ugotovila, nekaj je zdravljenje vzroka, nekaj je pa potem fizično zdravljenje telesa, in sem v bistvu povezala vse aspekte. In mogoče na tem mestu bi rada povedala, da način moje duhovnosti ali pa moja pot duhovnosti je ne v izključevanju ničesar, je v bistvu želim prizemljeno življenje živeti. In sem v bistvu kljub temu, da kanaliziram, pa si ljudje mislijo, ona je tam med angelčki, sem zelo prizemljena oseba in imam rada praktične rešitve za življenje. No, v glavnem, in v tistem obdobju sem v bistvu itak poskusila vse možne stvari, možne terapije, zdravljenja, ni da ni. Hkrati si pomagala tudi z klasično medicino in trajalo je v bistvu več kot leto pa pol, da sem v bistvu pozdravila to vnetje. In v bistvu lahko rečem, da zdaj končno razumem ljudi, ki naredijo samomor. Zato, ker jaz sem takrat prvič v življenju sem si rekla, če ne bi sama sebe imela tako zelo rada, pač narediš nekaj, da je konc. Zato, ker je to konstantna bolečina in to tako velika bolečina, da v bistvu, če ne vzameš največje doze protibolečinskih tablet, sploh ne moreš normalno funkcionirati. Mislim, niti nisem normalno funkcionirala. Ampak sem v bistvu šla raziskovati, seveda, znotraj tega procesa zdravljenja vzrok temu in sem ugotovila, da je to v bistvu moja manifestacija moje konstantne kontrole nad življenjem. Da sem toliko kontrolirala vsako situacijo, zato ker kot majhna deklica sem imela občutek, zdaj moram pa jaz kontrolirati situacijo, da mami ne bo umrla. In v bistvu je bil to moj default nastavitev, moja nastavitev delovanja, da v bistvu vsako stvar kontroliram. Pa hkrati tudi to, da sem se čutila v bistvu odgovorna, da jaz ves čas dajem ljudem. Ampak na neki točki več jaz nisem mogla dati ljudem, zato ker v bistvu jaz nisem bila dobra. In sem se takrat v bistvu prvič soočila s tem, da moram poskrbeti zase in da je v bistvu zdravje se ne začne takrat, ko si ti zboliš. Ampak zdravje se začne vsak dan z načinom življenja, kaj ješ, kako deluješ, kakšna je tvoja duhovna praksa. In ko sem to prešla, sem v bistvu res še bolj zavestno začela v bistvu negovati samo sebe in ugotovila, da to, da si ti dobro, je glavna stvar v življenju, da ti poskrbiš, da se dobro počutiš, da si zdrav, da si v lepi energiji, da ješ hrano, ki te neguje. In iz vsakega obdobja, ki je bilo težko, sem povlekla ven učenja in se mi zdi, da je to bistveno, zato ker to so naši portali rasti. To so iniciacije v naslednjo energijo, ki jo v bistvu potrebujemo zaktivirati. In tudi zdaj letos, ko sem prišla v bistvu do burnouta, do izgorelosti, jaz si sploh nisem priznala, da sem jaz izgorela. Jaz sem bila v bistvu na 10 000 obratih konstantno in ko sem prišla na zdravniški pregled, meni je telo kar brnelo. En teden sem čutila, da mi telo brni in sem prišla na čisto tako, bom rekla, rutinski pregled in mi reče moja zdravnica Tjaša, tebe bomo dali pa zdajle kar tamle na IV v žilo direkt v bistvu vitamine, minerale in homeopatska zdravila, zato ker ti si čisto izgorela. In jaz sem v bistvu šele takrat, ko sem stala tam oziroma sedela tam in mi je v žilo teklo vse to, dojela, da je stvar resna. In mogoče lahko
kasneje še kaj več o tem poveva, ampak v bistvu najtežje obdobja življenja so največji portali. In včasih sem se jih bala. Bala sem se težkih trenutkov. Zdaj pa, ko pridejo, je zajeban. Ampak si rečem, Tjaša, kaj boš ti iz tega ven potegnila? Kakšna oseba boš postala, ko boš prišla skozi to? In fascinantno je, ker vedno po taki močni transformativni izkušnji deli tebe umrejo in nov del tebe, ki je bil zrel, da se rodi. In potem življenje vedno prinese toliko blagoslovov, da si rečem, ok, je bilo vredno. Ne? Zelo lepo, res lepo. Iz takih težkih situacij potem vidiš, koliko neke moči imaš tudi v sebi. Ne? Ja. In ta moč zagotovo je rasla skozi izkušnjo mamine bolezni in vse ostale izkušnje, ki si jih kasneje doživela. Ja, veš, jaz si vedno rečem, meni življenje ne bi dalo več, kot sem jaz sposobna nositi. In če mi je življenje zdaj prineslo nek izziv, mi ga je zato, ker tako kot sem prišla do sem, ni več način, kako bom prišla naprej. Ker mi se moramo zavedati, da mi smo duše v tem fizičnem telesu. In naša duša je prišla po izkušnje, po ekspanzijo, po razširitev zavesti. In zdaj, če je ves čas vse enako, kako boš razširil svoje zavedanje? Mora priti nek prelom, mora v bistvu zvoniti, saj to je, ne? Ker v bistvu budilka življenja zvoni že veliko prej. Ti kaže, pa snuzaš, ne? Ugašaš, ker nočeš slišati. Potem pa bum, te udari, ko strela z jasnega in si misliš, wow, ampak v bistvu je že prej zvonilo. In takrat si primoran se soočiti s svojo rastjo. In v bistvu tako je tudi večina ljudi stopila na pot duhovnosti ali pa neke osebne rasti, zato ker so prišli do konca tega starega načina življenja in jih je nekaj zbudilo. In potem pogruntaš, da nisi samo to fizično telo, da si veliko več, da si duša, da si zavest, ki je prišla doživljati to življenje, ki je prišla manifestirati svoje poslanstvo sem. In v bistvu se ti kar naenkrat odpre širina zavedanja. In to je ta nebotičnik zavesti, o katerem sva prej govorili. A ne? Ko si v prvem nadstropju vidiš samo tok in potem se zgodi neko prelomno obdobje in se povzdigneš in kar naenkrat gotoviš, wow, a to vse je življenje. A ne? A ti sploh kdaj pustiš eno situacijo, da samo je? Ne. A greš vedno globoko v njo, a ne? Ja, vedno grem globoko, zaradi tega, ker mislim, kako bi rekla, a veš, če te ima situacija nekaj za naučiti, bo toliko časa vztrajala, dokler se ne boš naučil. In greš raj takoj. In grem raj takoj noter. Zaradi tega, ker si rečem, če ne, bom pa spet skreirala isto situacijo še 10-krat, a res to hočem? A ne? Ni to naporno? Ves čas? Ne, a ni naporno ves čas biti v uporu do življenja in v začaranih krogih? Meni se zdi, da se več energije porablja s tem, ko se ne soočamo, kot s tem, da se soočamo. In jaz sem se pač odločila, jaz bom živela življenje soočenja. To pomeni, karkoli pride nasproti, ok, tukaj sem, zmorem, gremo pogledati, kaj je tukaj. Zrasteš čez, greš dalje in si močnejši in boljši in zavestnejši. In potem je lažje, vsakič je lažje. A še velikokrat, ko ljudje rečejo, kdaj se neha to učenje, kdaj se bodo zvezde končno tako postavile in šli planeti z vseh retrogradnih pozicij, da bo lažje. Ne, zdaj uničiti iluzije, no, ampak ja, ajde. A ne, čakamo na čas potem. Ni tega, da boš imel vse poštiman. Vedno bo en del tvojega življenja, ki bo lahko še boljši, pa še lepši. Pa boš uredil zdravje, pa ti bo partnerstvo škripala. Pa boš partnerstvo uredil, pa boš v službi mogel zrastati. Vedno je nekaj. Ampak daj si zamislimo najprej, kakšno bi bilo življenje, če bi bilo konstantno isto. Nobenega hribčka, nobene dolince, pa to ne gre, a ne? V bistvu življenje je vse. Velikokrat ljudi mislijo, ok, zdaj bom pa meditiral, Tjaša, če bom vsak dan meditiral, a potem pa bo moje življenje perfektno. Lej, tvoje življenje je že zdaj perfektno, a ne? Če boš pa ti vsak dan meditiral, boš pa ti v bistvu samega sebe toliko vzpostavil v moč in v svoj center, da ne glede na to, kaj bo prišlo, ti boš lahko iz pozicije vodje se odzval na situacijo, ne iz pozicije žrtve, a ne? In v bistvu gre samo za to, a si žrtvica, a si vodja. Ker če si žrtvica, potem bodo vedno vsi ostali krivi za vse, kar se ti dogaja, pa tisti, ki te je pustil, pa tisti šef, ki te je odpustil, pa tisti človek, ki ni zate to pa to naredil, pa starši so krivi za to, kako jaz sem, prelaganje odgovornosti na državo, na svet, na ljudi.
mislim, koliko je to energije, ki jo trošimo, zato da ves čas dajemo ven iz sebe odgovornost, na koncu pa rečemo, itak so slabe energije, ker so planeti narobe postavljeni, pa še kakšna slaba entiteta se je nate nalepla in zato ti ne moreš biti dober. V bistvu to so same iluzije našega ega, ki zunaj poriva odgovornost in moč za življenje. Če se pa ti odločiš biti vodja svojega življenja, pa pomeni, da ne glede na to, kaj ti bo življenje prineslo, ti imaš to. Tukaj ima mišica smajli, a veš, imamo to, imaš to. In v bistvu je samo vprašanje, kako se boš lotil situacije. Tako da moja nastavitev je absolutno, da sem vodja svojega življenja, da je vse v mojih rokah. Seveda je življenje, se zgodijo stvari, ampak moja vibracija ustvarja moja situacija. In če sem jaz ustvarila situacijo, da naprimer moški, katerim so mi bili najbolj všeč, me niso izbrali, to pomeni, da je to moja kreacija, ne da ni dobrih moških. Ampak da je moja kreacija, ker en del mene še vedno očitno ne verjame, da sem res vredna prave ljubezni. In v bistvu karkoli se dogaja, je moja sokreacija. In ko to dojameš, ko se ti ta klik v glavi naredi, vidiš, da je zate mogoče vse. Ko spremeniš vibracijo in zato duhovna praksa, utelešanje jasnosti in v bistvu soočenje z življenjem. Torej tudi vse slabe izkušnje, ki se nam v življenju zgodijo, so potem plod naše vibracije. Torej, če ti doživiš, tudi sama si jo doživela, spolno zlorabo ali pa ostale izkušnje, tudi to si potem ti svoje vibracije skreirala. Ja, velikokrat ljudje mislimo, a potem sem slaba oseba, če se mi slabe stvari dogajajo. Ne. Sploh se ne gre, a si dober, a si slab. Ti si v osnovi dober. Tvoja duša je čista. Vsi ljudje, tudi največji morilci, so v svojem bistvu dobri. Problem je pa v tem, ker smo ranjeni in ker teh ran ne naslovimo. In v bistvu delujemo iz svoje rane, iz svoje bolečine, ne iz svoje ljubezni. In to je ta 3D, 5D premik zavesti, ki se zdaj dogaja. Se pravi, smo v egu, v ločenosti, v strahu, v kontroli, v bistvu tej agresiji, v teh energijah smo. In potem se vprašaš, zakaj ti nič ne rata. Ja, zaradi tega, ker živiš skozi te energije. Ko pa ti enkrat začneš skrbeti zase in za svoje telo fizično, čustveno, mentalno, energijsko, vseh 7 teles, ki jih imamo, in vzpostaviš svojo duhovno prakso, kar se zgodi je to, da kar naenkrat greš iz te 3D v 4D, ki je ljubezen, in potem v 5D, ki je jasnost in veliko zavedanje, in kar naenkrat se ti začnejo stvari postavljati in si kar navdušeno, poglej, to se mi je zgodilo. Našel sem parking, začne se z malenkostmi. Potem pa kar vidiš, da se stvari sestavljajo, dobiš dobro službo, odnosi v družini se uredijo, partnerstvo ti šiba, kar naenkrat se stvari postavijo. In to pomeni, da si v bistvu ti dvignil vibracijo višje. Jaz bi ljudem rekla, predstavljaj si kot temperaturna skala, termometer. Če imaš ti nizko energijo, to so ta čustva, jeza, strah, razočaranje, obsojanje, boš ti drugače vibriral, dobesedno vibracija je drugačna, če si ti v teh čustvih, kot če si ti v frekvenci ljubezni, sprejemanja, hvaležnosti, sočutja, v jasnosti, je tvoja temperatura hladnejša in si ti bolj jasen, si ti bolj umirjen, si ti bolj nacentriran. In zdaj, takšna kot je tvoja energija, to, kar ti oddajaš, tak magnet si potem nazaj. Se pravi, tvoja vibracija ustvarja tvoje situacije. Prvo sporočilo, ki so mi ga angeli povedali, ko sem začela kanalizirati, je bilo: to, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. In na tisti točki jaz nisem razumela, kaj to pomeni. Veliko let kasneje so rekli, dajmo takole preprosto reči, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. In se to se luškano sliši, moja energija ustvarja moje življenje, okej, luškano. Ampak ko pa ti enkrat res dojameš, tako v bistvo tega, kaj to pomeni, v bistvu to je skrivnost življenja. Ko ti enkrat to dojameš. In sama živim po tej filozofiji že 15 let, pa še zdaj so nivoji, ki se mi odprejo in si rečem, wow, a to pomeni. In v bistvu v osnovi bi rekla, vsi smo čiste duše in vsak sabo prinese določene naloge, določene stvari, ki jih rabi pozdraviti, počistiti, potem je pa samo vprašanje, ali
boš ignoriral, ko te življenje sooči s tem, da se pozdraviš, ali boš pa pogumno rekel, ok, tukaj sem, pokaži mi. In bolj, ko si pogumen, da se soočiš, da zrasteš skozi izkušnje. In v bistvu, kaj je ta rast? Dvig zavedanja. Da dobesedno, zdaj bom tako rekla, zlezeš ven iz svoje lastne riti, a ne, iz svojega lastnega ega, kjer si sam sebi toliko pomemben in greš v neko sočutje in ponižnost do življenja. A veš, ko učim kanaliziranja in vidim, kako nekateri ljudje pridejo na tečaj iz želje, da bi slišali sporočila svojega duhovnega vodstva in ko jim ta povezava uspe, ko vidiš, da končno dojamejo what is all about, ali končno dojamejo, zakaj za vraga gre, za to čisto, za to in zato je v bistvu kakršnakoli duhovna praksa, ki tebe pripelje v to, da se zavedaš, da nisi sam ta ego, ampak si toliko več. Si duša, si zavest, si iskra življenja, ki se je prišla tukaj doživljati. To je to, no. To je to. Všeč mi je, kako z zanosom in strastjo si to povedala. Saj veš, da določene teme mene zelo prižgejo, ne? In mene v bistvu, včasih mi ljudje rečejo, Tjaša, a se ti ne smilijo ljudje, ko imajo težko obdobje? In jaz si rečem, ne, meni se noben ne smili. Zakaj? Ker če se bodo ljudje meni smilili, pomeni, da jaz v njih ne vidim njihove moči. Jaz vidim njihovo šibkost. Meni se nihče ne smili. Tudi ko ima oseba najbolj težko obdobje. Zakaj? Zato, ker jaz izbiram v njih videti njihovega vodja. Vodjo, ki zmore iti skozi to. Vodjo, ki ima moč in orodja, da preide skozi to izkušnjo. In na koncu dneva, k kateremu prijatelju boš rajš šel? K tistemu, ki bo skozi, bogi, a res, to se ti je zgodilo. In te bo samo porival dol v to tvojo žrtvico, a se boš rajš obrnil na prijatelja, ki sicer ti bo držal prostor ljubezni, ampak potem ti bo rekel, jaz vem, da ti to zmoreš. Imaš to. In v bistvu jaz izbiram biti to za moje ljudi in izbiram biti to za druge ljudi, za našo skupnost. In to je izbira. Vse v življenju je izbira. Izbira je, kako boš. A ne? In izberemo, a smo bolni ali nismo. Izberemo, a smo v zameri ali nismo. Izberemo, a smo v pomanjkanju denarja ali nismo. In to je ljudem zelo težko sprejeti. Ampak to je izbira. Zakaj? Zaradi tega, ker če si ti v konstantnem finančnem pomanjkanju, to pomeni, da ti nekaj delaš, kar kreira to pomanjkanje. In ti lahko izbereš drugače. Ti lahko izbereš zamenjati službo, lahko izbereš delovati drugače v svoji službi, lahko izbereš razviti svoje talente, lahko izbereš se soočati s svojimi programi, ki jih imaš v sebi glede financ. Ti lahko izbereš drugačno realnost. Ampak ne, če si žrtvica. Ker žrtvica reče, ne da se, ne more, težko je. Ko sem jaz začela kanalizirati in sem postavila svojo podjetniško pot, so mi ljudje rekli, Tjaša, z meglo pa res ne boš služila. Meni se ne gre za denar. Meni se gre za to, da jaz čutim moje poslanstvo in moja naloga je, da dam to svetu, zato ker sem zato sem prišla. Jaz sem študirala marketing, jaz sem imela opcije dobrih zaposlitev. Ampak jaz sem si rekla, to še vedno lahko izberem, če ta pot ne bo uspela. Jaz sem v tistem obdobju, ko sem začela delala kot učiteljica plesa v plesni šoli in jaz sem zraven hodila v službo, zato da sem služila denar, ki sem ga vlagala v ta moj projekt. Koliko let sem v bistvu jaz mogla dvojno delo delati, zaradi tega, ker sem želela, da ta moja ladja izpluje. In v bistvu vse se da. Mogoče je več, kot si naš misli. Mogoče je v bistvu to, kar ti res verjameš, da je zate mogoče doseči. Oziroma enkrat mi je tako dobra Antara rekla, to je ena duhovna vodnica, ki jo kanaliziram. Življenje ti da toliko, kot si pripravljen sprejeti. In zdaj, če si ti človek, ki gre cel noter, v tem se ti bodo odpirale dimenzije preko meja mogočega. Če se pa ti ves čas na površju držiš, in tukaj recimo jaz vidim problem današnje družbe, a ne. Hočemo vse, zato nismo nič pripravljeni narediti, ali pa zelo malo, nam pripada, ampak v bistvu
da bo pa sam se kaj zaktiviral, pa si že hitro utrujen, a ne? In v bistvu ne greš cel noter in se s prstkom dotikaš in probaš en odnos, pa rečeš, ne, se to pa ni za mene. Čakaj mal, a si šel cel noter, a si dal celega sebe, a si odprl celo svoje srce, ali pa poslovno. A si sam malo probil, pa naredil 2 objave na Instagramu, zdaj pa noben ne všečka, zdaj pa jaz pa to rajš ne bi. Ne, veš, koliko let sem jaz objavljala in dajala in noben všečko. Zakaj? Zato, ker to delaš zaradi svojega notranjega klica, ne zaradi zunanjih potrditev. A ne? In v bistvu, karkoli v življenju je tvoja vizija, ti imaš moč to uresničiti, ker drugače ta vizija ne bi prišla do tebe in je tukaj zato, ker se lahko rodi skozi tebe. Ti se pa ti odločaš, a boš ti to vizijo rodil do konca, a boš rekel, no sej mogoče pa ne, pa jaz pa to, pa to. A boš živel v izgovorih, a boš živel v iskanju rešitev in priložnosti. Mislim, da je varno reči, da te pasivnost v ljudeh trigira. Zelo. Zaradi tega, ker jaz vidim potencial v ljudeh. Jaz vidim njih. Ne to, kar na ven kažejo. Ampak to, kdor oni resnično so. In včasih bi koga tako naparila, pa bi ga stresla. Daj se poglej. Ampak v končni fazi pa je isto do mene. Ne? To, kar mene moti v drugih, je to tudi v meni. In v bistvu videla sem, da to, da ljudje ne vidijo sebe, meni zrcali nazaj, da tudi jaz ne vidim sebe. A ne? Svoje vrednosti, pa kdo vse jaz sem. Tako da zdaj delamo na tem. Delamo na tem. Samo vse mi povej. A si tudi ti malo žrtev? Kdaj? A se ti kdaj zgodi, da si malo žrtvica, pa se malo smiliš sama sebe? Se zgodi. Par dni nazaj mi je en moški povedal, da ne želi nadaljevati odnosa z mano oziroma spoznavanja z mano in tistih prvih par trenutkov sem bila največja žrtev na tem svetu. Kako da on ne vidi moje vrednosti, pa kaj jaz prinesem na mizo, groza. Ampak zelo hitro zaniham nazaj. Sem pa tudi jaz samo človek, tudi mene ego kdaj zagrabi in je ranjen, ampak v bistvu zdaj se vidim, včasih se nisem videla, zdaj se pa vidim in si rečem, ok, Tjaša, očitno še vedno imaš v sebi neko energijo, ki ustvarja to realnost. In v bistvu grem in ta del negujem in ta del, do tega dela sem nežna in ta del raziskujem. Kaj pa obsodbe? A se kdaj soočaš kako se soočaš z obsodbami ljudi okoli sebe, mogoče do tebe, do tvojega poslanstva in na drugi strani, ali sebe kdaj obsojaš? Ko druga oseba obsoja mene, se zdaj sam še smejem. Zaradi tega, ker vidim njihov nivo zavedanja. In njihov nivo zavedanja je, da v bistvu živijo izven sebe. Nebotičnik zavesti. Se pravi, jaz si rečem, pa zakaj se toliko z mano ukvarjaš? Če bi vso to energijo, ki ti zdaj vame daješ, ti dajo vase in v svoje projekte in v svoje življenje, veš, kje bi bil? In v bistvu ljudje, ki si vzamejo zelo veliko časa, da mene pokritizirajo, pač jaz vidim to v zadnji eno tako ranjenost. Enega ranjenega človeka, ki išče pozornost, ki išče v bistvu prepoznavo, ker je očitno v sebi do sebe nima, v okolici najbližjih stikov tega nima in potem v bistvu se obesi na mene in name projecira svoje v bistvu bolečine. Tako da zdaj v bistvu, ko se to dogodi, si najprej rečem, joj, škoda, ne, hudo mi je v bistvu, da je človek ranjen, po drugi strani se pa začnem smeti, pa si rečem, pa v redu, ne vsak vidi to, kar hoče videti, a ne. To nič ne pove o meni. Nihče nas ne more določiti. Ne glede na to, kaj osebe rečejo o tebi, kako izgledaš, koliko imaš kilogramov, koliko imaš let, koliko imaš na bančnem računu, kakšen avto voziš, nič nas ne določa. In problem je v tem, ker mi iščemo validacijo skozi vse te stvari. Dosegaš stvari zato, da boš. Saj tudi sama sem tako delovala, sploh videla nisem, da v bistvu hočem doseči vse možne cilje, zato da bi potem pa jaz čutila, da sem dovolj. In potem prideš do vseh teh ciljev in se ti enako počutiš. A ne? In napolniš največjo dvorano v Sloveniji in ti se še vedno enako počutiš. Narediš milijon, pa se še vedno enako počutiš. Dobiš tistega moškega, ki ga hočeš, pa se še vedno enako počutiš.
treniraš za to, da dobi telo tako obliko, katero misliš, da rabiš, pa se še vedno enako počutiš. In potem ugotoviš, da ne gre za to, kaj imaš in kaj navzven si, gre za to, kdo si ti v odnosu do sebe, kako se ti počutiš v odnosu do sebe. In na koncu dneva je to edino, kar šteje. Tako da, ko me ljudje obsojajo, se zdaj smejem, pa si mislim, da rabiš energijo usmerjati v mojo smer, škoda, ko jo ne v svojo. A ne? Obsodbe mene do mene, pa s temi se pa več soočam. V bistvu jaz sem zelo kritična. Kritična do sebe, veliko zahtevam, veliko čutim, da je veliko odgovornosti čutim do sveta, da moram dati in da moram biti tukaj za ljudi in vse to, ampak potem na neki točki sem ugotovila, da moja edina odgovornost je do mene. Da sem zvesta sebi, da ljubeče poskrbim zase in da dam v svet to, samo to, kar čutim, ne zato, ker bo potem tak in tak rezultat, ampak zato, ker bi to dala ne glede na to, a bo kdo poslušal, a ne bo. In to v bistvu že od vsega začetka se mi zdi, da vedno sem dala svetu to, kar so oni želeli, ampak to, kar sem jaz čutila, da želim dati. Ker potem si na koncu dneva, kad črto potegneš, imaš čisto vest, zato ker veš, da si v bistvu bil v avtentičnosti do sebe in bil si v vibracijski skladnosti s tem, kdo ti si. Tako da zdaj, ko se znajdem v obsodbi do sebe, se največkrat podam v poslušanje ene od mojih kanaliziranih meditacij, zato da se vrnem nazaj v to, kdo jaz sem. Ne ta moj mentalni del, ki dela iluzije in zgodbice. To tvoje poslanstvo nosi res veliko težo, kakor si sama si tudi že povedala. A si kdaj občutila, da imaš vsega dost? Ja. Zdaj pa dost imam in se zlomila pod težo pritiska. Ja. Sem.